Greš na dopust na Malto, rentaš avto in bam, predsfašeš 2 kazni. Vedel sem, v kva se spuščam, ampak vsem sem ob prevzemu avta predstopil na napačno stran tele Toyota Yaris Cross. In tole je bilo takoj opozorilo, da bo tale trip cel ringelšpil. Na Malti se namreč furajo po levi strani ceste in to ti v glavi poruši cel sistem. Pozapno vse, kar znaš, vse se začneš učiti iz nule. Gledaš vse, kar lahko gledaš in uporabljaš 100% fokus. Da ne govorim o krožiščih. Pri njih razvrščanje iz notranjega na zunanji pas sploh ne obstaja. Vsi hodijo iz notranjega pasa direktno ven. Že prvi dan me je nek redar ustavil kar na sredini ceste, priznam, zasrl sem, vključil sem se na napačno stran in imel tako srečo, da je on pripeljal direktno proti meni. Valjda je neusmiljeno prišponal turistu 4 razloge za kazen, na srečo je bilo zgolj tam 84 evrov in neke 3 njihove točke, I don't give a about them. Naslednji dan napačno parkiranje na pločniku za recimo kakšno urco. Priznam, še ena napaka, mesto je bilo zabito, rekli smo, da bomo itak hitri in da nima biti kaj, ker nismo nobenega uverali, ampak glej ga zlomka. 130 evrov, ni nam ratal. Ceste so presenetljivo še kar okej, imamo ki v Sloveniji tudi slabše, so pa pač zelo striktni, kar se tiče prometa in parkiranja. A sem pa pač sem jaz imel tako srečo, ne vem. Tako da, če greš na Malto in misliš rentati avto, get ready za izkušnjo, ki ne boš nikoli pozabil.